Gremo v kino. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo posvetili enemu ključnih avtorjev ameriškega neodvisnega filma, Johnu Cassavetesu, čigar retrospektiva se prav te dni začenja v Slovenski kinoteki. Ustavili se bomo pri dveh filmih z aktualnega sporeda, Sentimentalni vrednosti Joakima Trierja in Veličastnem Martiju Josha Safdija s Timothejem Chalametem v glavni vlogi. Poslovili se bomo od dveh izjemnih filmskih osebnosti, Emilije Soklič in Bela Tarja. Vabljeni k poslušanju. V Slovenski kinoteki se v sredo pričenja obsežna retrospektiva filmov Johna Cassavetesa, enega osrednjih imen ameriškega neodvisnega filma, igralca, režiserja in producenta, ki je s svojimi filmi v 70. letih prejšnjega stoletja na novo definiral, kaj pomeni osebni film, kaj pomeni igralska prisotnost in kaj pomeni tvegati znotraj filmskega sistema. Cikel prinaša tako njegova zgodnja dela, kot tudi ključne filme z Geno Rowlands, Petrom Falkom in Benom Gazzaro v glavnih vlogah. O pomenu Cassavetesovega opusa in zasnovi retrospektive se je Tesa Drevjuh pogovarjala z urednico filmskega programa v Slovenski kinoteki Anjo Banko. Nekateri filmski ustvarjalci v svojih filmih zares ustvarjajo svoj svet. Njihova dela so prepoznavna, ker so v svoji viziji zelo jasni in izhajajo iz sebe, iz svojega dojemanja sveta, svojih spraševanj in potem se to vidi v tem, kar naredijo. John Cassavetes je bil eden takih ustvarjalcev in v Slovenski kinoteki se prihodnjo sredo začenja retrospektiva njegovih filmov, tudi filmov, v katerih je nastopal kot igralec. Obenem so v kinoteki pripravili rubriko Dialog s Cassavetesom. Anja Banko, prej sem rekla, da nekateri ustvarjalci ustvarjajo nek zelo samosvoj filmski svet, to potem seveda vedno inspirira tudi druge ustvarjalce oziroma na njih pusti nek pečat, ki se ga da prepoznati. Pri čemer ste za rubriko Dialogi s Cassavetesom izbrali filme avtorjev, ki so tudi sami v tej kategoriji ustvarjalcev: Terence Malick, Steven Soderbergh, Jim Jarmusch, Hal Hartley, Eric Romer. Ja, v Dialog s Cassavetesom smo pravzaprav postavili avtorje, ki tako ali drugače v bistvu ali razpirajo neke vsebinske, idejne momente, ki jih prevprašuje Cassavetes, ali so blizu mogoče v neki postavitvi, razumevanju človeka in njegovih razmerij v svetu. Vsekakor pa je treba opredeliti tudi to, da so to avtorji, ki so v bistvu na produkcijski način zelo blizu Cassavetesu. Govorimo torej o ameriškem neodvisnem filmu, katerega nekako predhodnik ali pa pionir je bil prav Cassavetes. Predvsem Terence Malick, Soderbergh, Hal Hartley so režiserji, ki so zelo malimi proračuni posneli svoje prvence, na kateri so se potem usmerili v Hollywood, tja je zašel za nekaj trenutkov tudi Cassavetes, ampak v bistvu načini, zgodbe in predvsem na nek način drzni posegi v samo filmsko narativo so tisti, ki združujejo te avtorje. Morda velja izpostaviti edino evropskega avtorja Erika Romerja, ki ga poznamo kot nekak zadnjega novovalovca, njega pa s Cassavetesom povezuje seveda predvsem odnos do dialoga, ki do zadnjega kotička napolnjuje njune filme. Cassavetes velja za zelo newyorškega režiserja. New York je v njegovih filmih pogosto pomemben protagonist, bi lahko rekli. Retrospektivo v sredo odpirate z njegovim režijskim prvencem iz leta 1959 Sence. Film je posnet na 16 mm trak,
Poleg zgodbe o 3 glasbenikih, sorojencih, pa je velik poudarek na prikazu utripa New Yorka v tistem času. Ja, tako je. Casavetes je zelo močno zakoreninjen na vzhodno obalo in New York nastopa v njegovih mestih, v njegovih filmih kot protagonist sam na sebi. V Sencah je kljub temu morda v spredju zgodba o rasnih razmerjih v takratni Ameriki, potem pa na drugem nivoju tudi njihovo nekako umeščanje v takratno sceno. Jazz zelo močno zaznamuje in narekuje ritem tega filma. Charles Mingus je napisal v bistvu glasbeno oziroma opremil zvočno glasbeno film. New York v tem filmu pa nastopa kot protagonist v smislu postavitve, pa umestitve v sam film. Čisto na začetku se izpiše napis, da gre pravzaprav za improvizacijo. To ne drži čisto, ta film ima namreč zelo zanimivo zgodbo, namreč bil je posnet v najmanj 2 verzijah. Prva verzija res temelji ali pa izvira na improvizacijah, ki jih je Cassavetes z igralci v svojem studiu izvajal in snemal. Ta različica filma je v bistvu bila na ogled njegovim prijateljem, med drugim Jonas Mekas, ki je bil zelo navdušen nad filmom, vendarle pa Cassavetesa vse skupaj ni prepričalo in je potem nekatere dele filma posnel še enkrat. Ta improvizacija igralcev v studiu je postala v bistvu zelo strogo sledenje scenariju. Moramo namreč razumeti tukaj tudi Cassavetesovo metodo dela z igralci, ki pravzaprav improvizacijo predstavi ne toliko v sam način, kako igralci nagovarjajo ali pa rezonirajo en z drugim, ampak v smislu interpretacije posameznega lika. To se pravi, kako posamezen igralec svojo osebnostjo začuti, interpretira svoj lik. New York v tem smislu pa nastopa v bistvu kot nek moment sprostitve. Šli so s kamero na ulice in v bistvu tukaj v improvizaciji zajeli na ključne trenutke zelo utripajočega živahnega velemesta. No, glavni obraz v filmih Johna Cassavetesa je bila Gena Rowlands. Izjemno karizmatična igralka, ki je bila tudi režiserjeva partnerka v zasebnem življenju. Brez nje bi bili njegovi filmi vsekakor zelo drugačni. Obrazi, ženska pod vplivom, premiera, Gloria, to je nekaj naslovov filmov, v katerih je ona v središču. Tematsko pa njegovi filmi, ki so nastali v času naklonjenem neodvisni produkciji, kot sva že povedali, iskanju drugačnih filmskih izrazov, niso nič kaj lahkotni. V njih prikazuje težavne družinske, partnerske odnose, razpadanje ljubezenskih zvez, alkoholizem, težave s sprejemanjem staranja. Zelo dober čut je imel tudi za prikaz žensk in specifičnih težav, s katerimi so se spopadale ženske, recimo gospodinje. Pa tudi igralke v filmu Premiera. Ja, tako je. Gena Rowlands pravzaprav Cassavetesa spremlja že od njegovega začetka. Poročila sta se 4 mesece potem, ko sta se spoznala, ko sta se v začetku 50-ih oba vpisala na igralsko šolo v New Yorku in skupaj sta ustvarila pravzaprav 6 celovečercev, že omenjenih naslovov, in izmed teh bi izpostavila filma Ženska pod vplivom in Premiera, kjer Gena Rowlands pravzaprav uteleša mogoče na nek način 2 karierni skrajnosti ženske. Ena je ta položaj gospodinje v Ženski pod vplivom, kjer nekako ta manko ali pa potujitev odnosa z njenim možem pravzaprav rezultira v njenem spin-offu ali pa nekako postane. Večkrat se omenja okoli Cassavetesa tudi beseda histerija v načinu prikaza ali pa v načinu odnosa žensk do sveta. In res je, da so ti ženski liki največkrat prav res v podobi Gene Rowlands zelo ekscentrični in na nek način pač presegajo norme obnašanja. Ona je glasna, ves čas govori brez nekih razmakov, zapade res praktično v nekakšen delirij, ampak bi rekla, da tukaj histerija ne razumemo v smislu negativnega prikaza ženske, ki se izmeša, ampak bolj v smislu neokročenosti. To je ženska, ki je svobodna v svojem čutenju, razumevanju in odnosu do sveta, in če jo pač družba ali pa intimni odnos z možem pripelje do trenutka, ki je trenutek roba, pač
skoči v čez, včasih se zadrži in mogoče Cassavetes se veliki pravzaprav se res najbolj približajo, bi rekla, kljub svoji ekstremnosti, neki resnični življenjski izkušnji, ker so nenazadnje kot neki valovi občutkov, čustev in Gena Rowlands to izjemno zajame v svojih gestah. Po drugi strani pa mogoče Gena Rowlands v premieri kot starajoča igralka, v bistvu zelo zanimivo, kako že tako zgodaj v 70-ih Cassavetes v bistvu zelo, bom rekla, še za današnji čas aktualno in prodorno razmišlja o položaju, podobi starajoče se igralke. Bom rekla, da se na nek način Cassavetes mogoče podobno kot Bergman, s čimer se seveda nekatere tudi feministične filmske kritičarke in teoretičarke naj bi strinjale, pa vendarle so to avtorji, ki nekako psihološko podobo ne samo ženske, ampak nasploh človeka ujamejo izredno subtilno in z močnim podpisom. Ja. No, prav tako pa se je posvečal moškim. Zanimiv v tem smislu je recimo film Možje, kjer pod velik vprašaj postavi koncept moškosti. Tako je, Možje so film iz leta 1970 in se nekako umeščajo v sredino njegovih raziskovanj ljubezni, zakonov, žanra in na nek način, kot nekateri sodobni kritiki pišejo danes, bi to lahko opisali kot kritiko toksične moškosti. Pa vendarle lahko stopimo vse en korak nazaj. To so trije prijatelji, ki se nekako združijo, dobijo po smrti enega od njihovih prijateljev in nekako se s žalovanjem, žalostjo, ki je seveda nekakšen tabu še vedno danes za moške v mnogih družbenih in kulturnih kontekstih, pač ne znajo soočiti in seveda zapadejo v zabave, pijančevanje, slabe odnose z ženskami, nenazadnje pobegnejo celo v London in v tem smislu je nekako zelo zanimiv Cassavetesov način prikaza, tudi sam igra v tem filmu, ker ves čas spremljamo ta njihova ravnanja, te njihove reakcije in Cassavetes uspe pokazati ali pa zajeti, ali pa kamero nekako pusti toliko časa v nekem trenutku, da začutimo, da je šel ta protagonist pravzaprav čez rob. To se pravi, že v samem načinu snemanja nekako vzpostavil neko, bom rekla, kritiko odnosov ali pa načinov bivanja, izražanja, kot jih prikazuje. Tako da tudi za današnji čas izrazito aktualen film. Retrospektiva filmov Johna Cassavetesa se bo nadaljevala tudi v februar. Videli bomo tudi nekaj filmov, v katerih je igral. Tako je, 2 filma, v katerih je nastopal v, bomo rekli, glavnih ali pa stranskih vlogah in sicer je to Rosemarin otrok Romana Polanskega in Morilci Dona Siegla. To sta oba filma, ki jo je Cassavetes pravzaprav vzel kot igralec, zato ker je mogel zaslužiti za svoje režijske podvige, ki so ga v tistem času stali v bistvu marsikaterega centa, je zabredel kar v kakšen dolg, pa vendarle Cassavetes kot igralec je v bistvu zelo markanten lik že samo s svojo pojavnostjo, ki je nenazadnje, bom rekla, izjemno privlačna za kamero in njegov obraz uspe izraziti marsikatere odtenke človeškega čustvovanja. Je pa vsekakor zanimivo, da največkrat pravzaprav nastopa v likih zlikovca. Ja. Ja. Tako da vsekakor bom rekla, človek, ki je zelo pomembno in bistveno zaznamoval sodobno ameriško kinematografijo in gotovo vplival na mnoge avtorje in avtorice tudi do danes. Anja Banko, hvala za obisk v studiu in retrospektiva filmov Johna Cassavetesa se začne prihodnjo sredo, zdaj pa poteka že tudi ta rubrika Dialogi. Tako je, ja. Tako da upam, da se vidimo v kinoteki, je pa vsekakor enkratna priložnost, ker je to pravzaprav prva domača, torej slovenska pregledna retrospektiva Cassavetesa, vabljeni v kinoteko. We can't really talk. My father is a very difficult person. Na redni spored kinematografov je v teh dneh prišel film Sentimentalna vrednost, novi film Joakima Trierja, ki odpira vprašanja spomina, družinskih vezi in nevidnih čustvenih dolgov, ki se prenašajo med generacijami.
Film, ki je ob premieri vzbudil veliko pozornosti v Cannesu in na drugih filmskih festivalih, ocenjuje Gorazd Trušnavec. Odtujeni oče, sicer renomiran filmski režiser Gustav Borg, se po smrti svoje bivše žene vrne na Norveško v življenji svojih 2 odraslih hčerk in želi njihovo nekdanjo skupno hišo uporabiti za svoj naslednji celovečerni projekt. V njem bi rad v glavni vlogi videl starejšo hčer, priznano gledališko igralko Noro, ki pa njegov predlog, kot tudi vse poskuse zbliževanja, odločno zavrača. Sentimentalna vrednost režiserja srednje generacije Joachima Trierja je eden od odmevnejših filmov lanskega leta. Prejel je veliko nagrado žirije v Cannesu, 8 nominacij za Zlati globus in tako naprej. Nedvomno gre za igralsko mojstrovino dvojca Stellan Skarsgård in Renate Reinsve, ki je nastopila v že več Trierjevih filmih, oziroma za odličen prikaz, kako oče in hči, oziroma obe hčeri, če smo natančni, vsak na svoj način predelujejo svoje travme in nerazrešene odnose. Z te plati se zdi malce osupljivo, kako močan vpliv ima resnobna teža Ingmarja Bergmana na skandinavske ustvarjalce še 20 let po smrti. Seveda pa lahko razumemo sentimentalno vrednost tudi kot dostojen omaž njegovemu opusu. Opozoriti bi veljalo tudi na izjemen občutek Joachima Trierja za dogajalni, celo ozko-arhitekturni prostor. Svojemu domačemu Oslu je posvetil celo trilogijo, v kateri izstopa otožna generacijska sonata Oslo 31. avgusta. V tem pogledu je tudi stara domača hiša Borgovih eno od 2 ključnih jader pripovedi. V poskusu snemanja delno avtobiografskega filma se v hiši retrospektivno pred nami odvije celotno 20. stoletje. Tako dobesedno pred gledalcem. Sentimentalna vrednost zraste iz navidezno majhne, intimne pripovedi v veliko romaneskno delo. Joachim Trier je odraščal v družini filmskih ustvarjalcev in je tudi sam v letih, ko si lahko človek že včasih ozre nazaj. Portret teže staranja, bližine smrti, dvomov, upov in dilem, pri katerem mu pomaga Stellan Skarsgård, je izvrstno doživet. Podobno lahko občudujemo nevsiljiv preplet spomina prostora, podedovanih travm in zapuščine v več pomenih besede. Seveda gre za pogosto uporabljen literarni pripomoček, hkrati pa pomanjkanje vizualnih veščin Trierju res ne moremo očitati. Edini resnejši pomislek, ki ga imam glede celovečerca, je platonične narave. Namreč ena od bolj neprijetnih plati filmske branže je, da je silno incestuozna. S tem ne namigujem na karkoli v zvezi z zgodbo sentimentalne vrednosti, ampak na zapredanost vase in obsedenost z lastnim početjem. Hollywood že zdavnaj ni edini, ki si silno rad čestita in se treplja po ramenih zaradi svojega domnevno pomembnega početja. Tudi na tej strani Atlantika se preštevilni avtorji težko uprejo skušnjavi, da ne bi vsaj enkrat v karieri postili filma o filmu. I have a purpose. Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing? Not yet. Do you have a job? No. 2 izmed najzanimivejših imen ameriškega neodvisnega filma, brata Benny in Josh Safdie, sta lani posnela vsak svoj film. Benny The Smashing Machine, kar bi lahko morda prevedli kot uničevalec, Josh pa veličastnega Martija, ki ga je delno navdihnila biografija igralca namiznega tenisa Martija Reismana. V glavni vlogi je 2-kratni oskarjevski nominiranec Timothée Chalamet kot manični, prevarantski, neustavljivi zvezdnik namiznega tenisa iz sredine 20. stoletja. Če lahko verjamemo napovedim, se mu tokrat zares nasmiha Oskar. Film si je ogledal Igor Harp. Več filmskih kritikov se je pošalilo, da je veličastni Marti nekoliko zavajajoč naslov, saj so pričakovali dokumentarec o režiserju Martinu Scorseseju. A naslov drži. Chalamejev Marty Mauser je res veličasten lik, film pa presežek, ki se uvršča med letošnje favorite za filmske nagrade, predvsem pri glavni moški vlogi. Chalamejeva predstava je še toliko bolj navdušujoča zaradi dolgoletnih priprav.
Mladi igralec je, poleg očitno fizično zahtevnega treninga za znanstveno-fantastično trilogijo Peščeni planet in poleg tega, da se je za glasbeno biografijo popolni neznanec naučil igrati kitaro in peti kot Bob Dylan, kar 7 let izpopolnjeval igranje namiznega tenisa, da je uspel izvajati mojstrske trike, ki jih prikaže v filmu. A to sploh ni športni film. Prvenstveno gre za film o prevarantu, ki skuša voziti slalom med fantazemskimi ambicijami in izmikanjem odgovornosti resničnega življenja. V tem je do neke mere podoben drami Uncut Gems, ki sta jo Safdija posnela pred 7 leti in je prinesla več igralskih nagrad Adamu Sandlerju. Tudi to pot je dogajanje primarno postavljeno v New York, kjer spoznamo naslovnega junaka, najboljšega ameriškega igralca namiznega tenisa. Marty ne le, da sanja o svetovni slavi in uspehu, on že živi to življenje, čeprav sam šport ni posebej uveljavljen, on ni ravno prezentabilen in za nameček še izgubi v finalu londonskega turnirja. A kot vedno in znova dokazuje v filmu, noben poraz ne ustavi njegovega zagona, samozavesti in ambicij. Tako mimogrede okrade nevarnega gangsterja, zapeljuje nekdanjo filmsko zvezdo in s prijateljem o 15 skupino nevarnih newjerseyevskih mladeničev. Kljub dobrima 2 urama trajanja, tempo filma niti za trenutek ne popusti, poleg tega pa nas nagradi s kopico presenetljivih preobratov. Veličastni Marty je torej dober, ampak ali je bolj veličasten kot rokoborski The Smashing Machine? Med filmoma je presenetljivo veliko vzporednic. Oba sta postavljena v svet športa, v preteklost, ko se ta šport šele uveljavlja, in nekoliko nenavadno se oba končata s športnim dogodkom na Japonskem. V obeh sta protagonista garača, ki poskušata prikrojiti pravila, ker verjameta v lastno izjemnost, in predvsem oba filma gradita živčni ritem s kanček predolgimi in pretirano bližnjimi kadri, s katerimi sta Safdija zaslovela. In čeprav sta oba avtorja mojstra filmske obrti, je glede na videno Josh posnel občutno boljši film. Kot prvo, veličastni Marty izstopa s humorjem, kot drugo pa z bistveno boljšim glavnim igralcem. Dwayne Johnson v The Smashing Machine prikaže vse, kar zmore, a je igralsko v welterski kategoriji, Timothée Chalamet pa v težki, če si izposodimo metaforo. Žal je nekoliko pod radarjem zdrsnil še 3. film, ki si zasluži primerjavo. Na lifu prikazani Če bi imela noge, bi te brcnila, je posnela Mary Bronstein, žena dolgoletnega sodelavca Safdijev Ronalda Bronsteina, sicer tudi soscenarista veličastnega Martyja. Tudi njen film nosi pečat filmske šole Safdijev s podobno stresnim tempom, izjemno igro in protagonistom, ki glavo drži milimeter nad gladino med vse silovitejšo poplavo. A obstaja nekaj ključnih razlik, ki njen film naredijo še bolj izstopajoč. Medtem ko Safdija že vso kariero v središče postavljata like z družbenega roba, zaradi česar jih lahko naredita še bolj fantastične oziroma veličastne, ne da bi trpela prepričljivost, je Bronstein zgodbo osredotočila okrog ženske srednjega razreda, liberalke in matere, ki se tako prepričljivo sabotira, da ji na koncu, še bolj veličastno kot Martyju, propada celo lastni propad. V 108. letu starosti se je poslovila Emilija Soklič, ena izmed utemeljiteljic slovenskega filmskega sektorja in pionirka na področju zvočnih zapisov pri nas, za kar je leta 2021 dobila nagrado Badjurovih za življenjsko delo. Istega leta je programu Ars podarila posnetek zadnjega koncerta Akademskega pevskega zbora pred kulturnim molkom leta 1941. Njeno življenje in pomen njenega dela za slovenski film, ki pa pogosto ostaja spregledan, je osvetlila urednica revije Ekran Ana Šturm. Emilija Soklič je bila elektrotehničarka, ki je postavila temelje slovenskemu filmu.
mogoče malo več o tem, kaj točno je to pomenilo kasneje, ker bi rada najprej povedala nekaj o njenem življenju, ki je bilo res zelo filmsko na nek način, oziroma njeno življenje bi bilo lahko osnova za en odličen film oziroma za eno odlično filmsko zgodbo. In sicer ona se je rodila 11. novembra 1918, na dan, ko se je končala Prva svetovna vojna. In sicer se je rodila v Švici. So se pa potem že zelo kmalu, leta 1923, preselili nazaj v Jugoslavijo, kjer je njen oče odprl elektropodjetje. On je bil eden prvih ljudi na tem področju, ki se je res poznal na elektrifikacijo, ker recimo Slovenija v tistem času še ni bila dobro elektrificirana in je bil v bistvu to, da se to naredi en tak velik projekt, in njegovo podjetje je bilo eno redkih, ki se je s tem ukvarjalo. In ker on ni imel nobenih sinov, je mogla ena od njegovih hčerk prevzeti to njegovo obrt, in to je bila Emilija Soklič, ki je bila tudi ena prvih žensk, ki se je že na srednji šoli izobraževala za ta poklic. Potem se je recimo tudi hotela vpisati na univerzo, ampak jo tja niso hoteli sprejeti. Potem je premišljevala o tem, da bi se recimo vpisala, da bi šla študirati nekam v tujino, ampak se to ni zgodilo, zaradi tega, ker se je začela Druga svetovna vojna in je bilo to onemogočeno. Potem pa se je nekako po Drugi svetovni vojni, ko se je v bistvu tudi pri nas začela nekako filmska proizvodnja. Pred Drugo svetovno vojno so se pri nas s filmom ukvarjali posamezniki, ki so imeli svoja zasebna podjetja. Po Drugi svetovni vojni pa je seveda oblast torej ustanovila državno podjetje za film. To je bilo, mislim, da maja leta 1945, in to podjetje se je zelo kmalu razdelilo na Triglav film, ki je bil zadolžen za produkcijo filmov, in pa na Vesna film, ki je bil zadolžen za distribucijo filmov. In prvi direktor tega Triglav filma je bil Marjan Pengov, in on je bil ta, ki je Emilijo Soklič povabil, da z njim začne v bistvu delati pri Triglav filmu. One dva sta se poznala, ker sta bila oba dva elektrotehnika. Emilija Soklič se je tako znašla pri Triglav filmu in njena naloga je bila, da v bistvu Triglav film opremi z vso potrebno tehnično opremo. Torej z opremo za snemanje filmov, kot so kamere, z opremo za snemanje zvoka, z reflektorji in kar je še takih stvari. Seveda pa vse je tukaj zanimiv tudi ta čas, v katerem je ona vstopila v ta svet. Torej, to državno podjetje, ko je začelo delati, ni imelo zares nobene opreme, nobenih prostorov. To je bilo vse treba začeti iz nule. Oziroma neki opreme so podržavali, se pravi, so jo nekako vzeli tem, ki so se prej zasebno ukvarjali s filmom, ampak tudi te opreme ni bilo veliko, par kamer, neki reflektorjev, neki opreme za snemanje zvoka. En zelo pomemben projekt pa je bil seveda najti tudi primerne prostore za snemanje filmov, in te prostore so dobili v Trnovem, v prostorih telovadnega društva Partizan. In tam ni bilo zares nobenih pogojev še vzpostavljenih za snemanje filma, in Emilija Soklič je bila recimo ta, ki je nekako, lahko bi rekli, kar zrihtala, ker je imela veze in poznanstva, da so v Trnovem postavili transformator, iz katerega so potem lahko napeljali elektriko do studijev v teh novih prostorih v Trnovem, in šele to je nekako omogočilo sploh, da so lahko začeli tam delati filmsko produkcijo. Ona je tudi recimo v tem prvem obdobju, se pravi od leta 1945 pa do leta 1950, so večinoma snemali filmske obzornike. Je bila pa recimo
To mi je tudi zelo zanimivo, se pravi, snemali so se filmski obzorniki, hkrati pa se je začel pripravljati na snemanje prvega našega celovečernega filma Na svoji zemlji, ki je izšel leta 1948 in se pravi njo in še par drugih soustvarjalcev tega filma so leto prej poslali na izobraževanje v studio Barrandov, ki je bil takrat eden najpomembnejših studiov v Evropi, in oni so tja šli na 2-mesečno izobraževanje, kjer so se učili, kako se delajo filmi, kako se postavlja scenografija, kako se dela maska, medtem ko ona se je pa predvsem učila o tem, kakšno opremo se uporablja za snemanje filma. Torej, na tem izobraževanju na Češkem je ona na vsak sestanek prišla z zvezkom in svinčnikom in si vestno zapisovala vse, kar so povedali, in takrat se je recimo že prijel vzdevek jugoslovanska Mata Hari oziroma jugoslovanska vohunka, ker ona je recimo potem tudi zaradi tega, ker je bila zelo visoko usposobljena, znala je kar veliko jezikov, nemščino, angleščino, in so jo pošiljali v bistvu po celi Evropi, kjer je obiskovala različne študije in tam opazovala in se učila, kakšno opremo uporabljajo, kaj bi bilo dobro tudi za naše razmere kupiti in tako naprej, tako da je bila v italijanskih Cinecittà, v londonskem Pinewood studiu, tako da je res prepotovala celo Evropo in nekako, lahko bi rekli v narekovajih, vohunila za tem, katero opremo bi bilo najbolj kupiti tudi za izdelavo domačih filmov. Tako da v bistvu ta tehnična baza, ki je pri filmu zelo, zelo pomembna, no, ona je na nek način bila ključna oseba, ki je pomagala pri vzpostavljanju te tehnične baze, s katero so potem dejansko nastali pač skoraj vsi naši prvi celovečerni filmi, obzorniki in vse ostalo, kar je seveda delal Triglav film. Bila je pa tudi zelo pomembna pri recimo temu, da so pri nas začeli snemati koprodukcijske filme, ker je bila ona ta, ki je dala to pobudo. Tako da pa mogoče je pomembno omeniti še njeno sodelovanje z Rudijem Omoto. On je še eden od pionirjev slovenskega filma. Če so vso opremo za snemanje nekako kupili v tujini, pa tudi reflektorje, pa vso ostalo tehnično opremo, je bila pa vsa oprema za snemanje in obdelavo zvoka na filmu pa narejena kar pri nas, ker je to delal Rudi Omota, in v bistvu on to ni delal sam, ampak sta delala skupaj z Emilijo Soklič. Onedva sta več kot 40 let delala skupaj, predvsem na raznih napravah, za snemanje in reprodukcijo zvoka, in tukaj je njun doprinos res bil izjemnega pomena, je pa še precej neraziskan, tako da o tem ne vemo še prav veliko. Umrl je tudi madžarski režiser Béla Tar, eden najradikalnejših in najbolj doslednih avtorjev sodobnega filma, ki je filmski medij razumel predvsem kot prostor časa, trajanja in izkušnje. Njegovi počasni, asketski, pogosto črno-beli filmi ne pripovedujejo zgodb, temveč vztrajajo pri opazovanju razpadajočih skupnosti, izčrpanih teles, sveta brez iluzij in odrešitve. Tar je film odvezal od dramaturške učinkovitosti in ga navezal na težo bivanja, na ponavljanje, na utrujenost in vztrajanje. Satanov tango in Torinski konj danes veljata za kanonični deli, ki sta temeljno predrugačili razumevanje filmskega časa, ritma in pripovedi. Več o njiju pa filmski kritik Robert Kuret. Mogoče bi začel kar z zadnjim njegovim filmom Torinski konj, s katerim je tudi sam Béla Tar rekel, da je nekako povedal to, kar je imel zapovedati, in s tem tudi zaključil svoje ustvarjanje celovečernih filmov in se posvetil potem pedagoškemu delu. Mogoče pa zato, ker gre za
neko destilacijo, se mi zdi, da celotne njegove poetike, v bistvu tako v smislu stila, ki je vezan pač v njegovih kasnejših delih in bolj znanih na črno-belo podobo, na opustele pokrajine, na ekspresivnost obrazov, pa konec koncev mogoče predvsem na to, da zato, ker je Tar nekoč rekel, da je on v primerjavi s Tarkovskim, se pravi, da pri Tarkovskem recimo dež očiščuje ljudi, pri njem pa samo pač dela blato, in da v bistvu tudi recimo v prejšnjem delu Satanov tango predstavlja pač neko brezizhodnost, ki se mi zdi, da se v Turinskem konju samo še potencira, ker smo v bistvu sred opustele pokrajine, kjer pač je neka propadajoča hiša, v kateri živita oče in hči, kjer zmanjkuje vodnih virov in tako naprej. Ampak da je v bistvu zanimiv moment glih ta, kako v teh pogojih, ki so pač res na robu preživetja, začne rasti neka upornost in neka eksistencialna volja, ki da življenju v bistvu neko svetost, zato ker v bistvu morajo najbolj banalne in rutinske stvari postati pač stvar neke volje. No? Tako da je v bistvu zanimivo, kako tukaj Tar kot pač ateist, pa avtor zelo zasidran v materialnem, nekako glih s tem izraža pač tudi neko presežnost. No. Tako da zaradi tega, in to je mogoče najbolj vidno v Turinskem konju, kjer dejansko pač ni več nobene iluzije, da je možno iti kamorkoli drugam ali kamorkoli onkraj, kot recimo je bila mogoče še prisotna v Satanovem tangu, ki je posnet po istoimenskem romanu, tudi Nobelovega nagrajenca Laszla Krasznahorkaja, ki je bil napisan v 80-ih in je bil postavljen v čas teh propadajočih skupnostnih zemljišč na Madžarskem, kjer je v bistvu in roman in film sta še nudila recimo pač neko iluzijo možnosti odhoda drugam. No. Ki pa je bila seveda stalno spodjedana in tako z neko anonimno birokratsko strukturo, ki pač tako dost tudi na Kafko spominja, pa z nekim tem likom lažnega preroka, čez katerega v bistvu je Tar tudi upovedal to svoje temeljno nezaupanje do oblastnih struktur, kot pač nekih urejevalk človeškega življenja. Belatarju bomo posvetili tudi prihodnjo oddajo Razgledi in razmisleki. Britanski časnik The Guardian je ob pregledu najboljših igralskih dosežkov leta izpostavil tudi slovenska igralca Mino Švajger in Sašo Tabakoviča. Film Kaj ti je deklica Urške Đukić, v katerem sta nastopila v stranskih vlogah, pa je uvrstil na seznam najboljših filmov leta 2025. Med koproducenti in financerji filma Kaj ti je deklica je tudi RTV Slovenija. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Eva Longika Marušič, Dejan Kaloper, Tina Ogrin, Vjekoslav Mikas in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.